Že kmalu po prvih predavanjih, prvih stikih s profesorji in asistenti sem spoznala, da je bila moja odločitev za študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru pravilna. Tekom dodiplomskega študija sem se usmerila v predmete, povezane z mednarodno tematiko, kar me je vodilo do sodelovanja na mednarodnem tekmovanju MUN-LOS, kjer sem se uvrstila med 5 najboljših delegatov v okviru Sveta za človekove pravice Združenih narodov in z ostalimi člani tekmovalne ekipe Pravni fakulteti priborila naziv Best University Delegation. Letošnje šolsko leto pa sem sodelovala na William C. with International Commercial Arbitration Moot in tako Pravno fakulteto zastopala na enem najprestižnejših mednarodnih tekmovanj mladih pravnikov. Pred zaključnim nastopom na Dunaju smo uspešno nastopili v več evropskih državah, najuspešnejši pa smo bili v Ljubljani, kjer smo osvojili zmago in domov prinesli bogato knjižno nagrado. Uspehi na mednarodnih tekmovanjih so v veliki meri odvisni od vloženega dela in truda vsakega posameznika, a hkrati bi jih bilo nemogoče doseči, če ne bi profesorji na Pravni fakulteti bili pripravljeni vložiti toliko energije, da nas na tekmovanje ustrezno pripravijo in skupaj z nami iščejo odgovore na porajajoča se vprašanja. S pomočjo znanja, ki mi ga je omogočila Pravna fakulteta in velike želje po spoznavanju novega, se mi je letošnje leto ponudila priložnost opravljanja pripravništva v Evropskem parlamentu v Bruslju, kjer sem pod mentorstvom evropske poslanke Tanje Fajon pridobila pomembne delovne izkušnje. In kar še posebej navdušuje, stik s Pravno fakulteto je ostal tudi nadaljavo. Ko sem pri pripravi poročila k pomembni mednarodni zadevi potrebovala še strokovno mnenje, sem tega od svoje profesorice tudi zelo hitro prejela. Izjemno pomembno se mi zdi to, da študenti pri razvoju kariere ne ostanemo sami. Pravna fakulteta Maribor povezuje, spodbuja in nudi potrebno temeljno znanje za kariero vsakega dobrega pravnika. Sama trenutno opravljam študentsko delo na pravnem oddelku Uprave Pošte Slovenije, kjer sem se prvič srečala z vodenjem izvršilnih in stečajnih postopkov. Aktualno problematiko sem s pripravo projekta Izvršilni postopek v teoriji in praksi ob podpori dekanice profesor dr. Vesne Rijevec in profesor dr. Tjaše Ivanc želela približati tudi ostalim študentom. Veseli me, da je vodstvo Pravne fakultete naklonjeno študentom in da nas v vseh študijskih udejstvovanjih tudi zelo podpira. Prav zaradi številnih priložnosti in vzpostavljenega dobrega medsebojnega sodelovanja bom podiplomski študij nadaljevala na Pravni fakulteti Maribor.